Prav bi se še pozdravljeni, dobrodošli na srečanje pod Lipami. Nocoj imamo v gosteh gospoda metropolita nadškofa Monsinjorja Alojzija Cvikla, ki ga v naši sreditvi srčno pozdravljamo. Pozdravljamo tudi našega vojaka, Frančka Bertolini. Dobrodošel. Frančko predajamo besedo, vsem vam pa želim prijeten večer. Tako, hvala lepa za povabilo in tako za takšno srečanje se mi zdi fajn, da najprej nadškofa, čeprav tako uradno ga že poznamo, ampak da malo začutimo, kdo je, da nam pove nekaj o svoji življenjski poti, mogoče 3 ali 5 takih stoplih kamnov, da tako začutimo, da je pred nami kot človek, kaj bi tako povedali nekaj o sebi, tako tudi, da spoznajo okolje, iz katerega izvirate. Najprej prisrčni pozdrav vsem. Veliko se vas je zbral. Lepo. Kaj reči o moji poti? Torej, začela se z otroštvom. In otroštvo moje je bilo zelo lepo, moram reči, zelo lepo. Rojen sem tako, torej Nova Cerkev, pri Celju, Slomškova župnija, ker je bil Slomšek 2 leti kaplan. In še danes se čuti, da je bil kaplan. Je pustil globoke sledi v naši župniji. Doma smo 3, jaz sem bil prvi, potem je še brat pa sestra. Doma smo živeli, torej prvi očeta in mame, še stari starši so bili, pa še teta, tako da je bilo taka, kako bi rekel. Taka družina, oče je bil delavec, ker je bil mobiliziran med vojno, torej v nemško vojsko, ko se je potem je bil ranjen med vojno, bil je celo v Rimu 3 mesece v bolnici in potem je končal 2 leti celo v Ameriki kot ujetnik. Tako da imamo še vedno doma žlico, prstan za številko in vse te stvari, ki jih je prinesel takrat za Ameriko domov. Ker pa je bil, torej, ni bil na pravi strani, potem ni dobil nobene službe in je potem bil v kamnolomu. Čeprav je bil invalid, zaradi tega, ko je bil ranjen, je bil hrbet, je bil predvsem poškodovan in sploh ne bi smel težko delati. Težkega dela sploh ne bi smel upravljati, ampak je dobil najtežje delo v kamnolomu. Potem je bil pa na cesti, kot cestar, tisti, ki jame krpal in tako. Drugače je bil pa izučen kolar. Kolar je bil včasih bognar po domače. Včasih zelo cenjen poklic in iskan poklic. Dobro, iz otroštva lahko rečem samo to, torej, da mi smo zadnja hiša v vasi in naslednja hiša je 10 minut stran. Pomeni, da tudi na hribu in smo v naše hiše lahko našteješ 7 zvonikov. 7 crkva do Šentjurja se vidi in v čudovitem takem, kaj bi rekel, skoraj v raju. Jaz sem vedno užival v naravi, všeč mi je bila narava, živel sem z naravo in z otroštva mi ostaja res to, tako lepo doživetje narave in se mi zdi, da tukaj, kaj bi rekel, ob tej lepoti je tudi nekako se moja vera je rasla in tudi, kaj bi rekel, dobivala svoje poteze ravno tako. Drugače, v šolo sem na začetku sem hodil v osnovno šolo 4 leta v Novo Cerkev, ki je bila taka vaška šola, ker se nismo veliko naučili. Jaz sem bil v 3. razredu celo zadolžen za zajce v šoli, ko sem več za zajce skrbel, v klopi sedel, ampak sreče me je pot potem vodila v Dobrno, kjer pa šola bila bolj resna. Zato sem jaz v 5. razredu, ko sem prišel gor, ko sem trpel na začetku, ker nič nisem znal. In tam so pa zahtevali in hvala Bogu, da je, kako rekel, tako bilo, ker potem pa sem od 5. počasi začel pridobivati nazaj tisto znanje in na koncu 8. razreda sem potem, lahko vam povem, kak je bilo, torej, glede moje, kako rekel, duhovniške poti. Jaz sem že v 3. razredu. V 3. razredu je pa nas bil ljudski misijon in je bil pater Jeza, jezuit, starejši, imel misijon
in je imel govor za otroke. 300 otrok takrat v cerkve, polna cerkev. In pater Jeza rekel, jaz sem star, bolan, kva bom umrl. Ampak sem siguren, da eden izmed vas me bo nadomestil. In če bi takrat rekel meni, mislim, če bi takrat rekel, naj se javi, jaz bi se javil. Takrat je tako živo do meni, to Bogega reveža tam, da je treba res nadomestiti, če bo malo vrl pa. In bi bil dvignil roko. No, ampak potem je misijon bil končan, misionar je odšel in tudi ta glas je tudi šel v ozadje. No, ampak potem se je pa prije 8. razred, se je pa zgodilo spet nekaj. Namreč bile so šmarnice, Marija mati duhovnikov, kraljica duhovnikov, kjer smo tisto leto brali razne, kako rekel, te poti, kako so se odločali duhovniki, en, drugi. In tam en 4. dan vedno me je zelo zgrabila, ena pripoved enega duhovnika me je tako zgrabila, da se je spet meni začelo oglašati isto iz 3. razreda. Kaj pač, če je to tvoja pot? No in potem, jaz imel 1 uro peš od hiše do cerkve, 1 uro. In to je bilo, kako rekel, milostni čas, ko sem šel peš, tam pa si malo premišljeval, vse sorte se v tebi rojevalo in tako. In sem potem tam nekje 5. dan sklenil, da bom en list, da sem začel pisati, torej, ali vsak dan, da bom ali je ta misel prava ali ni prava, torej za, proti. In tako sem začel na enem listu, torej si pisati, ko sem prišel ko sem poslušal tisto premišljevanje, pa sem šel potem domov, pa v tem premišljeval, ali je to moja pot ali ni. In na koncu sem črto potegnil, pa je bilo več kot pol, torej za. Ampak se je še nekaj druga zgodilo. V šoli smo pa pisali šolsko nalogo, kaj želim postati. In jaz sem napisal, želim postati zidar. Predam doma se reče pri zidarjih. In po svoje sem jaz res tak, rad gradim, ustvarjam, sem mislil, to pa bo nekaj. Pa naša hiša je še tako Boga doma, taka se rekel, bomo vsaj enkrat malo boljšo hišo imeli. No in jaz to napišem, vse tam, zakaj želim postati zidar, vse lepo. In drug dan pride učitelj z tistimi zvezki v razred, pa začne deliti zvezke, mojega pa ni bilo. Pravi, ti pa pridi potem po koncu ure se pa meni oglasi. Ali je tako slabo, ali sem kaj narobe napisal, ali je kaj takega, In pravi ta učitelj, pravi, veš kaj, naloga je lepa, ampak ti nisi za zidarja. Pravi, pejte v gimnazijo, pojdi v gimnazijo. Ja, kako se ne? In mi je on takrat, kaj bi rekel, me je čisto, kaj bi rekel, tako, me je nagovoril, naj grem v gimnazijo. Ampak je bilo še kar nekaj težav. Pol pa seveda, zdaj doma, jaz sem mami sem omenil, mama pravi, ja, premisli. Pa sem šel vprašen v župniku, kanoniku, mi smo bili župnika kanonika, sem rekel, gospod kanonik, takole je, jaz sem na konč švarnc, se mi tole nekaj dogaja, tam on učitelj pravi, naj grem v gimnazijo, kaj naj jaz naredim, se doma smo bolj taki, torej nimamo, ne vem kaj. Je rekel župnik, oziroma kanonik, če želiš, te gremo v Maribor, pa bomo videla, greva pogledat v malo semenišče v Maribor, ampak jaz sem rekel, jaz bi šel pa še tja pogledat, ker on misionar bil, jaz sem tistemu, kaj bi rekel, jaz brat izgledal nabestil, pomeni jezuitom, sploh nisem vedel, kdo so jezuiti. No in tako me je peljal najprej malo semenišče, pa še k jezuitom in tam smo se takoj zmenili. Tam smo se zmenili, kako bi rekel, bil je pater Serer, tam je sprejel me in takoj pater Serer je pisal patru Žužko in čez 2 dni sem dobil že pismo in je pridel na obisk in je prišel Žužek osebno k nam domov, torej to se je stvar se tako hitro odvila, da je bilo vse kaj. Doma je bil pa še velik problem, zdaj dobro, mi smo bolj tako, oče je bil cestar, 2 kravci smo bili doma, malo. In sem jaz to mami povedal, da bi šel v gimnazijo, pa malo semenišče. In mama rekla, ja, mi tega finančno ne bomo zmogli. To je za nas kar prehuda. Pravi, pet pa vprašati botra, jaz me pa ga botra,
ki je bil od mame brat, ne, ki je bil pa direktor mesnice, žena je bila pa direktorica klavnice v Celju, torej sta pa zelo dobro obstoječa, nista pa hodila v cerkev. Ampak torej, in jaz grem tistemu botru, strico, v mesnici, vedno pa tam v mesnici zadnji, tam vse je veselo dol, vidva pa se pa take stvari pogovarjala. Se je rekel, jaz bi, torej, tako se mi dogaja, rad bi šel, torej, sledil bi rad temu, kar se v meni dogaja, po drugi strani pravijo, ne grem v gimnazijo, ampak mama pravi, da denarja ni. In pravi boter, ti pa id v gimnazijo, če bi ti bo zmanjka, bom pa jaz dal. Prijel jaz domov, res vesel, mama, sponzorja imamo. Sponzorja imamo in tako se je potem to začelo in sem potem šel malo v središče Maribor in tako, kaj bi rekel, je zgodba šla naprej. Hvala lepa, tako da smo že začutili, kaj je tako na tej poti. In mogoče še, ravno prej sem videl tam zunaj izgibanko za te večere, ko bodo zdaj, ko je organizirane društvo Sončnica. In eden izmed večerov bo imel tudi pater Kristjan Gostečnik, ne, in naslov je, ali so res vsega krivi starši. No, tako da tudi vas lahko vprašamo, so res vsega krivi starši, oziroma tako mogoče kakšno stvar tako iz vzgoje vaših staršev, ki mislite, da vas je tako precej se vtisnila tako vaš značaj, vaš način življenja? Torej, jaz sem staršem zelo hvaležen. Torej, oče, ko sem že prej omenil, je bil deloven človek, veliko je trpel, prvi zaradi tega, ker mi smo vedeli že 2 dni prej, kdaj bo slabo vreme. Ja, ker je imel te težave, ker je rekel, zaradi in ga je že vse bolelo na 2 dni prej, ko smo mi, ni bilo treba nič vremena poslušati. In je res veliko trpel, pa težko delo je imel in tako. Drugače je tista, ki bi rekel, mama je bila pa vzgojiteljica. Mama je bila pa, ki bi rekel, ko sem potem študiral pedagogiko, pozneje pa psihologijo, se mi je zdelo, da mama bi lahko bila profesor. Če bi, kaj bi rekel, če bila navadna kmečka mama, ampak je imela pa eno tako modrost, prej ona ni nikoli, jaz se ne spominjam, da bi me kdaj dvignala glas, nikoli. Da bi kdaj me kregala tako s povzdignjenim glasom. Ampak je vedno znala, torej prva stvar, ki je bila pri mami, odgovornost. Odgovornost. Vem, da včasih pri nas je bila Maša ob 5:30 zjutraj, ne? In med počitnicami je bilo treba ostati ob 4, da si potem do 5:30 prišel do Maše tja, ne? In včasih sem jaz skozi okno pogledal, pa je dež padal, pa se ni dalo, ne? Sem rekel, mama, jaz pa danes ne bi šel. Je rekla, ne, obljubil si, jutri pa ne obljubi. Ampak ko si obljubil, si dolžan to izpeljati in sem šel. Se spominjam, ko smo bili takole oblečeni v nedeljo in je moj brat, ki je mlajši od 4 leta od mene, ne, eno nedeljo rekel, mama, jaz pa danes ne bi šel k Maši. Ne grem več k Maši. Tak, pač tisti mladosti upor, ne. In mama rekla, dobro, ampak vedi, da boš nekaj velikega zgubil in nedelja bo nekaj, tej nedelje bo nekaj manjkalo. Tako, mi gremo, brat ostane doma, prijemo v cerkev, brat je bil že v cerkvi. Ko je začel razmišljati, to, kar mi je mama rekla, nekaj velikega boš zgubil. Nekaj bo nedelje manjkalo. Nič ne rekla, moraš pa ga trdo pred nič. No, pa mi smo imeli uro daleč, ne, sem strašno sanjal, da bi kolo bi skrajšalo malo pot, pa kaj bi rekel. Pa sem mame rekel, kak bi mi do kolesa prišli. Je rekla, mama, čisto lepo, zasluži si ga. Ja, kako? Pravi, viš kaj, rastijo gobe. Gobe rastijo. Jaz te bom poklicala ob 3 zjutraj, 3 zjutraj te bom poklicala, pa je nabirati gobe. Takrat so se še dobro prodali, ne. In jaz sem v enem mesecu nabral toliko, sem kolo imel. Mama me je vsako jutro ob 3 zjutraj, ko mi je bilo še temno je bilo, da sem jaz prvi bil, ker tisti, ki prvi pride, seveda, največ nabere.
In s tako vnemo, hoče reči to, ta vzgoja za odgovornost, vzgoja, ki bi rekel, za tudi iznajdljivost. Mama marsikaj mi je to, vem včasih rekla, pet po drva, pa nisem slišal, še enkrat pet po drva. Pa je kar sama šla. In ko sem jaz gledal mamo, ki drva nese, je bilo v meni, me je bolj zadelo, kot pa če bi me udarila, zato ker nisem šel po drva. In naslednjič bolj več nisem navaden, ko rekla, sem šel. Ker me je to, kaj bi rekel, ona je mirno, pač včasih rekla tudi, pravi, z vami nič ne bo. Kak, tisto me je včasih tako, če nič ne bo z vami. Tako da lahko rečem torej za mamo, kot eno vzgojiteljico, tako, ki me je res, kaj bi rekel, pedagoško in tudi, ko je šlo za odločitev, takrat je odigrala vlogo tako, čist, kaj bi rekel. No, pa še, imel sem pa srečo, doma smo tudi stare starše, predvsem staro mamo, ki je pa bila na koncu, ni mogla hoditi, imela težave z nogami. Ampak je bila pa izredno, kaj bi rekel, bistra. In seveda, ker ni mogla hoditi, bila skozi doma in je strašno rada brala knjige. Jaz sem vsak dan iz knjižnice prinesel vsaj eno knjigo in ona je drug dan prebrala, jaz pa nazaj nesel. Ko sem vse nagrade pobral v šoli, ker tukaj knjig ni vedno nesel iz knjižnice, ker je ona torej, vsak dan po eno ali pa po dve. Ampak, ko sem prišel domov iz šole, pa stara mama rekla, veš, tole pa moraš prebrati, tole pa veš to. In včasem sem se vsedel k njej, pa mi je pripovedovala, iz knjige ven, ki jo je prebrala, in mi je, kako rekel, zbujala to željo, po branju, ali pa znala, to je zate pomembno, to se moraš prebrati. In tudi sem bil, da zjutraj, prej smo šli v šolo, smo šli k njej. Jaz sem še vedno k njej molil, ona je navadno še bila posli in smo tam pokleknili pri posli in smo molili jutranjo molitev, pa je ona pokrižala te, pa si šel v šolo. Ampak mislim, ta vloga, ki bi rekel, starih staršev, je bila zame res taka, ki bi rekel, previdnostna. In se mi zdi, da danes predvsem manjka to v današnjih družinah. Vedno papež Frančišek zelo poudarja spet stare starše, vlogo starih staršev v družine. Ker na koncu so bili stari starši tisti, ki so vzgajali. Starši so delali, stari starši so bili pa tisti, ki so vzgajali, imeli so izkušnje, in to sem jaz pri stari mami doživljal, to modrost, pa tudi to globoko vero. Čeprav je bila, ni mogla hoditi, jo nisem nikoli slišal, da bi bila tarnala, ko se je nekaj jezila, nikoli. To je ona sprijela in to je živela in to je Bogu darovala in to se mi zdi, da je bilo tisto, ker bi rekel, tudi name je to delalo izreden tis in tudi, ker bi rekel, sem jo res spoštoval in tako gledal v njej en tak, ker bi rekel, skoraj en tak svetniški lik. Na začetku službovanja kot nadškof ste si zadal nekatere prioritete. Katere, tako vsaj, če nekatere omenite, in zakaj prav tiste? Torej, na prvo mesto sem postavil duhovnike. Zakaj? Mariborska nadškofija ima 143 župnin. Povprečna starost duhovnikov je več kot 60 let. Mnogi med njimi so utrujeni, eni bolni, eni, kaj bi rekel, tudi zaradi situacije, ki je bila v Mariboru, malo razočarani, tako. In sem si zadal kot prvo skrb, torej ravno duhovnike. Da bi, kaj bi rekel, jim bil res na razpolago, da bi lahko, kako oni prišli k meni, pa tudi jaz, kaj bi rekel, da bi lahko šel k njim. Ravno zaradi tega tudi, kaj bi rekel, sem spremenil način vizitacij, torej obiskov po župnijah. Do sedaj je bilo to vezano na birbo, zdaj imam pa jaz obiske ločene, imam zdaj v postnem času. Zdaj sem si zadal, da bom 33 župnij obiskal do Velike noči. In torej ti obiski, ki so prej bili, torej navadno tako, da si šel v župnijo, pa je bila najprej, torej so bili birmanci, srečni z birmanci, pa podelila maša, pa so še bili tam starši, botri, po maši pa je bilo hitro, kratka vizitacija, torej
pogovor z župnijskim svetom, knjige si pregledal, še nekaj pojedel, pa si šel. Torej, zdaj sem pa to zasukal, tako da navadno grem že ob 12. v župnijo, imamo najprej kosilo, včasih z duhovnikom sama, včasih imamo z najboljšimi sodelavci skupaj, potem pa je srečanje s katehistinjo, če jih več uči za vsemi, potem s ključarji, potem z zborovodi, navadno posebej tudi srečam tajnika, pa tajnico župnijskega sveta, pa gospodarskega sveta. Potem je maša, pri maši še posebej torej, srečanje z birmanci, če so birmanci v župniji, potem pa po maši pa župnijski svet in potem, kaj bi rekel, še zaključek z duhovnikom. Tako da je praktično gremo ob 12, pa se vračamo 10 zvečer nazaj. No, imeli pa smo tudi, kaj bi rekel, že dvodnevno srečanje za duhovnike, ko smo en hotel najeli na Pohorju in smo bili 2 dni skupaj. Tako da smo začeli, torej prvi dan smo bolj posvetili težavam, problemom, ki jih imajo duhovniki, da smo pustili, da res po skupinah, da so vse, kar nosijo v sebi, lahko dali na papir, oziroma tudi potem povedali na skupnem srečanju. In potem tudi, kako rekel, sem jaz odgovarjal na njihova vprašanja, na njihove, kako rekel, tudi težave, ki so jih pač izrazili. Drugi dan smo pa imeli patra Marko Tarupnika, ki pa on vodil drugi dan kot, kako rekel, posebej kot pripravo na sveto leto. Kako naj bi se duhovnik pripravil na sveto leto, da bi potem lahko druge vernike vodil skozi to sveto leto. To je prva taka prioriteta. Druga so mladi. Mladi, vemo, da je to, kako rekel, najbolj, kako rekel, tista kategorija, ki se pa hitro izgubi. No in tukaj pri mladih še posebej mislim na birmance. Birmanci, pri nas je to 8. razred, 9. razred, pomeni na koncu 9. razreda. In v enih župnijah je to malo, jih so tam 5, 6, teh birmancov, in zato je bila moja želja, da bi izbral vse skupaj, koliko se jih da, in da bi skupaj začeli pripravo. In delno mi je uspelo, imamo zdaj tudi spletno stran Birmanec SI, imamo, kaj bi rekel, tudi material objavljamo na tej strani, ki ga lahko uporabljajo birmanci v pripravi, in ko se bojo začele birme, bomo začeli tam objavljati poročila. Tako da bi, torej želja bila to, da bi se čutili, da jih je več. Ko smo imeli srečanje v Mariboru, je en rekel, nas je korusov. To je že dober znak. To je že dober znak, da čutijo, da jih je malo več, da niso sami, da niso neki osamljeni, samo mi še, kje so pa drugi. In tako da to je ena taka stvar. Je pa gotovo zdaj, kako rekel, tista stvar, ki jo še razmišljamo in iščemo, tudi ko grem zdaj na obiske, posod vprašam, in tudi, kako bi zdaj tem mladim pomagali, da najdejo svoj prostor, vsak v svoji župniji, ker vemo, da mladi ostanejo, če je nekaj živega, če imajo nekaj, kako rekel, ali so skavtih, ali so animatorji, ali so pevski zbor, da se nekaj živega dogaja, potem ostanejo, če pa nič ni, pa ne ostanejo. Tako da to je druga taka, kako rekel, taka. Tretja stvar so sodelavci. Sodelavci, torej župnikovi sodelavci, mislim tukaj na tajnike župnijskih svetov, smo imeli še srečanje in tudi tečaje za njih. Zdaj pa bomo pripravljamo srečanje s ključarji. Torej, najprej v vlogi ključarja, kaj je vloga ključarja danes, in tudi jim dati, kako bi rekel, neke konkretne smernice in tudi jim pomagati, da bi lahko svojo nalogo čim boljše opravljali, posebej tam, ker ni stalnega duhovnika, ker so ključarji praktično tisti, ki skrbijo za cerkev in so oni na nek način tisti, ki so tam, kako bi rekel, stalni duhovnik pa prihaja. Potem so tukaj družine, vemo, da mi smo imeli v Sloveniji referendum, vemo, da so družine zelo danes, kako bi rekel, na udaru, da še posebej, kako bi rekel, ko gre za versko vzgojo, je veliko vprašanje, kako tudi vključiti v to versko vzgojo starše, da ne bi samo pošiljali otrok, ali jih samo vozili, ampak da bi na nek način stopili v ta
da bi vstopili v ta proces noter. Ne. To, potem pa še dobrodelnost. Ne. Vemo, da je med nami vedno več starejših, vedno, da je med nami več osamljenih, vemo, da tudi prihajajo begunci, se s temi težavami srečujemo. Tako da ta, kaj rekel, dimenzija služenja je pa nekje naslednja taka prioriteta. Omenili ste že to srečanje z Birmanci, v čem se vam zdi, da je najbolj uspelo? Torej, uspelo je v tem, da ko prijem zdaj na župnijo, čutim, da so Birmanci živi. Spostavljen je bil odnos, torej odnos med mano in med njimi. In dobili smo, torej, še to sem pozabil povedati, da smo tudi pobratni. Na srečanju smo, ko je prišel na srečanje, vsaka skupina prinesla s seboj svojo svečo in je gor pisalo, katera župnija je. In te sveče smo potem izmenjali. So se pobratili različne župnije med seboj. In tako zdaj, na primer, Birmanci, rečemo župnija Šentjanž, prižiga svečo od ene druge župnije, ne, za katero moli. In tudi v času priprave na Birmo bodo šli jih obiskati, oziroma se bodo kaj bi rekel, izmenjali si obiske. To je bila želja, da bi prišlo do tega večjega povezovanja, torej med nami. Ne. Pa tudi, da bi si izmenjali malo gradivo glede priprave. Ne. Ene župnije imajo zelo dobro pripravo na Birmo, druge pa bolj tako. In zdaj, ko je spletna stran, ki lahko vidijo, kako poteka ta priprava v eni župniji ali drugi, na nek način se lahko, kaj bi rekel, tudi samo delo, pastoralno delo, ta priprava potem tudi lahko dosti izboljša. Tako da to, mislim, da so te stvari. In ja, torej, ko smo pri mariborski nadškofiji, ne moramo mimo krize, ne, finančnega zloma, kako vi gledate na to, oziroma kako ste doživeli, ne, potem ste prišli v to situacijo in zdaj skušate peljati naprej stvari, kaj nam lahko o tem zaupate. Torej, dejansko sem to situacijo padel. Jaz, ko sem zaključil kot rektor ruskega kolegija v Rimu, ne, jaz sem imel že sobo na Malti, sem rekel, zdaj po tolikih letih, ko sem bil ravnatelj, je prav, da se eno leto vzamem, da malo stvari premislim, malo, kaj bi rekel, sebi pridem in potem se spet pripravim za eno novo službo. Ne. Ampak par dni pred zaključkom je prišel telefon iz Vatikana, da se moram nujno oglasiti tam in pridem tam, pa so mi rekli, ja, veste, vemo, da imate vi sobo na Malti, vemo, da ste potrebni malo počitka, ne? Ampak mi bi vas prosili, če bi šel za 3 tedne v Maribor. 3 tedne, ker je treba situacijo malo, kaj bi rekel, pobliže spoznati. Ne? Vaša prednost je, da poznate jezik, nekaj imate izkušenj teh vodstvenih že, tudi s financami ste se že ukvarjali v življenju, ne? In bomo vam dali še zraven strokovnjake, prav finančnike, ki bodo šli z vami, vi boste to ekipo vodili in boste torej poskusili ugotoviti, kakšno je stanje. Ne? In tako smo prišli v Maribor in iz tistih 3 tednov je potem so nastala 4 leta. 4 leta. Zakaj? Najprej, ko smo začeli ugotavljati situacijo, se je videlo, da je treba, kaj bi rekel, zamenjati takratno vodstvo, da treba zamenjati. Zdaj, kje dobiti nekoga, ki bo skočil noter takoj, ga ne moreš. So Brimo rekli, vi toliko časa se najde drugi, boste kar vi. Dobro, toliko časa se drugi ne najde, dobro, spet sem padel noter, tako, kaj bi rekel, v redu. No in tako sem potem bil, kaj bi rekel, začasni, kaj bi rekel, ekonom, s posebnimi pooblastili, sem bil potem 4 leta do tega sporazuma, ki smo ga našli potem. No, ko govorimo o mariborski zgodbi,
je treba najprej govoriti o slovenski zgodbi. Vi veste, da v Sloveniji se dolgo časa govorilo o zgodbi o uspehu. To je bila zgodba o uspehu. Ampak ta zgodba o uspehu je bila v tem, da so se banke so imele veliko denarja, ki so ga dajale velikodušno, celo ponujale so ga. Ne? In takrat je bilo tako, da so bile obresti nižje, kot pa potem zaslužek, ko si ti vložil v delnice ali pa v kakšna podjetja, ne, se več zaslužil, kot je bilo, kot so bile obresti. In seveda si lahko za mizo sedel in služil. Ne. To je bila res zgodba o uspehu, nekaj bi rekel. Ampak ta zgodba je bila tak napihnjen balon, ki, kako bi rekel, malo ga začne puščati, je pa že kriza nastopi. Ne. Problem je to, da je, kako bi rekel, škofija šla v to, mislim, direktno škofija ni toliko šla, kako bi rekel, ampak te družbe, ki so bile povezane z njo, in te družbe so potem na koncu še škofijo za sabo, kako bi rekel, potegnile. Da je šla v to, drugi problem pa je, da je vse stavila v to. Ne? Ker če bi malo navadno, kako bi rekel, vedno, če gledamo cerkev je vedno, kako bi rekel, bila zelo previdna, ko se gre za premoženje. Ko smo bili zadnje nove škofje v Rimu, ne, so nam neštetokrat poudarjali to, premoženje cerkve ni premoženje, torej ni last te generacije, ampak je nadčasovno. Vi ste to prijeli in morate to izvršiti naprej. Ker cerkev, to je za življenje, kako bi rekel, cerkve, ne samo danes, ampak tudi jutri. Torej, premoženje cerkve je nadčasovno. Ker je bilo podarjeno ali pa dano, ne enemu konkretnemu, da bo tam zdaj, kako bi rekel, zapravo, ampak da bo to, da bo lahko se cerkev vzdrževala, živela in tako naprej. Ne. Tukaj je bil, se mi zdi, največji problem. Da se je vse stavilo, torej v te delnice, pa v te deleže podjetij, ne, ni se pa stavilo, kako bi rekel, v kakšne bolj, kako bi rekel, varne stvari denarja, kjer bi mogoče bil zaslužek manjši, ampak bolj varen. To se mi zdi res, kako bi rekel, taka. Druga napaka pa gotovo, da se je sledilo tej, kako bi rekel, logiki sveta. Ker to logika sveta je pač imeti čim več, čim hitreje, čim manj truda. Ne? In jaz mislim, da če gledam, kako bi rekel, naš slovenski narod, nas je zelo pokvarilo tisto obdobje. Zelo nas je pokvarilo, zato ker, kako bi rekel, mnogi so kar čez noč postali, tam so se objavljali bogataši, najbogatejši, pa čez prejšnji teden je še Karjolo vozil, drug dan je bil pa že, ne vem, Mercedes imel. Ne, pomeni, da je kar, kako bi rekel, naenkrat je postal, ne, če mi gledamo, navadno so krepko garali, ne, gospod Bonuti tukaj, ki je, bi nam lahko povedal, ne, kako se ustvarja, ne, s kakimi križi, težavami, ne, da se do nečesa pride. Ne. In tisto je pol ima vrednost. Tisto, kar je pa, kako bi rekel, pridobljeno tako po noči, pa na hitro, torej res je na hitro pridobljeno, pa tudi na hitro izgubljeno. Ne. In to je, kako bi rekel, bil naš največji problem. Seveda, zdaj, problem, v katerem smo se znašli, je bil ta, da potem, ko so šle v stečaj te družbe, ne, je ostala škofija z dolgovi, ki jih je imela sicer zase je imela dolgove, ko je takrat nazaj dobila gimnazijo, jo je preuredila prostore in take stvari. Ne. Ampak škofija je imela takrat svoje premoženje v teh družbah. Ko so pa družbe še stečaj, vse izgubila in je ostala samo s premoženjem, ki ga imamo, ki je pač ostalo, in z dolgovi. In je bila vsa umetnost zdaj najti, kako bi rekel, zupniki najti neki dogovor, da mi preživimo, pa tudi oni kaj dobijo. Ne. To, kako bi rekel, tukaj zdaj vsa umetnost in tukaj smo nekako našli neki sporazum. Upam, da bo obdržal, da bomo, kako bi rekel, počasi se prečistili
osvobodili, kaj bi rekel, imetja in potem začeli znova pisati novo zgodovino. Tako da, kaj bi rekel, jaz sam, kaj bi rekel, sem bil zdaj te 4 leta res noter v teh, kaj bi rekel, pogajanjih, medtem ko sem bil imenovan za nadškofa, sem rekel, zdaj bom pa samo še v pomembnih točkah bom z vami, drugače pa ne več. Tako, ker želim, kaj bi rekel, res zdaj predvsem dvignati samozavest vernikov, torej pomagati, da bi župnije zaživele, da bi škofija zaživela, to je zdaj moje, kaj bi rekel, moja naloga je sedaj pastoralna, pastirska. Dobro, gotov, moram še v določenih točkah, moram še biti na razpolago, ampak drugače pa zdaj drugim puščam. Tudi sporazum je tako zastavljen, da je sedaj nekdo, ki pač v imenu upnikov vodi to stvar in mi pač moramo iskati in pomagati, da se izvaja. Ampak torej, od 24. aprila, ko sem prevzel nadškofijo, je moja prva skrb, torej pastoralna. Tako da, kaj bi rekel, se res trudim in tukaj, kaj bi rekel, postavljam to kot mojo prioriteto številka 1. Torej, 24. aprila bo 1 leto, zdaj, torej, večina je že tako mesecev minilo in ko smo slišali toliko stvari, ste se že lotili tolikih stvari, kako v službi nadškofa z vsemi obveznostmi in srečanji vzdržujete duhovno kondicijo, torej tisti intimni prostor odnosa z Bogom, ki človeka spreminja iz dneva v dan. Torej, prvo leto je bilo kar naporno. Zdaj nameravam, ko bo prišlo prvo črto potegno, zadnji se že malo štel, sem skoraj polovico že sem že obiskal, polovico, da sem naševal, torej vsega, ne samo, tudi mnoge druge stvari, tako da sem pa malo zanemaril, nisem pa nič bil na dopustu, torej to je že prva, kaj bi rekel, slabost. Torej, in zdaj tudi, kaj bi rekel, zdaj ko hodim na te obiske, praktično grem iz obiska v obisk dopoldne pisarna, na ordinariatu, potem pa se vrnem domov, ko mi še, kaj bi rekel, nekaj zmoriš, gre spat. Tako da dejansko jutro je tisto, ki me še rešuje. Torej, zdaj, ko hodim na ta srečanja po župnijah, torej mašujem tam, torej ne mašujem doma. In tako imam zjutraj lahko čas, da lahko mogoče pol ure malo potegnem, da lahko potem miro, torej imam meditacijo, da lahko previr zmolim, tako da, pa tudi, da se pripravim torej, na mašo, ki bom potem imel, potem pa grem v pisarno. To je, kaj preko, imam pa pravilo, da enkrat na teden, pa, če se le da, pa ne naštemam modelke in takrat pa potegnem. Čeprav navadno prej vstanem, kot takrat imam modelke. Ker je pač modelka v glavi, modelka je že v glavi. Ampak imam to pravilo, da enkrat na teden nalaž, torej pustim, da malo človek, rekel, tako da res je glih v 5, da ne ostaneš, ampak moče pustiš in ostaneš 15:05. ali pa po 6, ampak da ne ostaneš, da te modelka po noč ne straši, ne, da je lahko mirno. To, gotovo, kaj bi rekel, bi moral človek se več časa še, pa smo tukaj še pripravili vse govore in vsega, tako da je, kaj bi rekel, ritem je kar težek. Malo včasih, kako tekmo pogledam, to pa kako Barcelona včasih, ali pa kako smučanje, torej Petra Prevca, letos imamo, hvala Bogu. Tako da to si pa prvošim včasih, če sem doma, da si pa kako tekmo, to pa mene sprosti, ampak mora biti dobra. Tudi, rekel, tako da to pa ja, pa rekel, grem domov, doma imam samo sestro doma, pa enega vsak, ki čaka, da ga sprehodim. In ko prijem z avtom, že joče, kak avto sliši, sestra pravi, sploh že vem, 5 minut prej vem, da prihajaš, zato ker pa že joče. Ker mi smo na hribu gori, avto se prej sliši, ne? In po glasu točno ve,
in začne jokati in pa ga moram spustiti in pa greva. Tako da imam, kako bi rekel, imam pa enega zvestega, ki pa me, kako bi rekel, da grem se sprehajati, da bom iti na sprehod, to pa imam enega doma. Ki je pa tako ljubosuben, ko grem na sprehod, ne smem niti telefona imeti, da bi telefon mi ga stane. Jaz si moj nertik. Sem pravi šaka sabo vzel na sprehod, pa me je začel za roko, me je prijel za roko in pes ga skoro gorisnil. Ne pusti. Nemški očar, tak, ne pusti. Torej, zdaj si moj in nimaš, kako bi rekel, gorjeni bi takrat mene kdo prijel. Mislim, da bi eden tako v pravi udar bi ga letni pes. To, ker malo kdaj prijem domov in je čisto, zdaj si pa moj. In pa moramo eno uro, da se sprehodimo, pa je pa dobro. V Maribor ste prišli iz Rima, kjer ste bil rektor Papeškega inštituta Rusicum. Mogoče samo tako par besed o tem inštitutu, poslanstvu, takrat, danes. Torej, jaz sem prišel v Rusicum takoj potem, ko sem končal kot predstojnik jezuitov. Sem z enega vlaka prestopil kot drugega. Na isti dan, ko sem končal eno, sem bil imenovan za drugo službo. Tako da nisem imel nič časa za kako, kako rekel. Sobotno leto, ne? Ja, tam ni bilo časa. No, ampak v Rim so me poslali z enim namenom, kolegijo je bilo takrat 9 uslužbencev pa 12 študentov. Gasilsko poslanstvo je bilo. Zmanjšati uslužbence, zmanjšati stroške, to je bilo moje, kako rekel, poslanstvo in poskušati dati temu kolegijo spet neki nov, kako bi rekel, neko novo smer. Zdaj, prvo nalogo mi je zelo hitro uspelo, ko sem pa šel tja, takoj na začetku sem imel srečanje z uslužbenci, pa sem rekel, da bomo mogli karčiti. In so se uslužbenci tako razkurili, takrat že na prvem srečanju je bilo, češ, mi smo tukaj že neko let, pa ono, pa ne. In potem sem pa jaz, srečal sem jo to, da sem našel enega dobrega sindikalista, pa enega pravnika, ker tam v Italiji ne moreš nič odpustiti brez sindikata, pa brez dobrih pravnikov. In mi je rekel ta sindikalist, začeli bomo pri telahke, začnemo odpuščati pri telahke, tistem, ki je nalaže, tistem, ki je manjka eno leto, dobro, tistem bomo odkupili, pa gremo. In smo potem, zabil, da v parih mesecih smo prišli do vseh 9 smo jih odpustili, vseh. Nismo mislili na začetku, ampak pol smo videli, da je najbolj vse odpustiti, ker če enega pustiš, pa bojo drugi, kako rekel, bojo tožbe, bojo to, če bojo si šli, pa povedal. No, ampak odpustiš lahko samo iz razloga, jasnega razloga, torej da prije redovna skupnost. Da prije v kolegi redovna skupnost sester, ki bo zdaj tam in torej ni več prostora za, ni več delovnih mest. No, nam je uspelo dobiti najprej sestre, najprej smo imeli okorinke, tako da je potem, zelo niti ene pritožbe ni bilo, tistih 9, ki smo jih pustili, niti eni se ni pritožil, nič. Čeprav smo kar nekaj skupaj s kongregacijo za vzhodne cerkve, smo to vsakega posebej, so oni vse pregledali, če smo kako napako kje naredili in tako da je šlo, hvala Bogu, je šlo lepo skozi. No, potem druga stvar je bilo pa zdaj, kako temu kolegijo, torej da bo malo več študentov, da bo se to splačalo, kolegi je potrebno oživiti. Smo potem se odločili, da bo ta kolegij torej, na eni strani za pravoslavne, ki prihajajo iz Rusije in teh dežel, ki so pač, kako rekel, Slovaška, Češka, Ukrajina, pa tudi smo imeli iz Krete, celo iz Srbije smo imeli, iz Bolgarije, pravoslavne. Na drugi strani smo imeli te unijate, ki so pač, kako rekel, tudi vzhodni, ampak so povezani s papežem. Potem pa smo uvedli še skupino, ki so pa latinci. Da bo to nek kraj srečevanja, da bojo ti, torej latinskega obreda, ki delajo na primer v Rusiji ali pa na Slovaškem, da bojo dobili eno izkustvo živeti s pravoslavnimi skupaj. Da jih bojo spoznali, ker potem v deželi morajo sodelovati. Tako da je bil ta namen na eni strani spoznavanje in ustvarjanje, kako rekel, vezi, prijateljstva in zaupanja. In tako je kolegij postal
vsako nastropje svojo kapelo, ne, vsak je imel pravoslavni na vrhu, oni v tretjem, mi v drugem, vsak je imel svojo kapelo in za večje praznike smo prišli skupaj, oziroma ko so imeli pravoslavni kak praznik, smo šli k njim, njihovo kapelo, ko so imeli grko-katolico, ko smo šli mi k njim dol in tako se je, kako rekel, poskušalo živeti skupaj v, kako rekel, te odprtosti in jaz upam, da, kako slišim, da gre v tej smeri naprej, čeprav so nove težave zaradi Ukrajine, ki je vojna tam, ne, torej, te konflikti tam, ne, in to, fantje so iz teh krajev eni in to vpliva, to je gotovo, ki bi rekel. Tako da je kolege bil resen tak milosten kraj, sem zelo vesel bil tega, ki bi rekel, sobivanja in tudi tega sožitja in ni bilo, ki bi rekel, kakih večjih problemov, ni bilo, ki bi rekel, kakih večjih problemi, že kakih manjši, to je posod. In že ko smo na tem področju, mogoče komentar glede srečanja papež, torej moskovski patriarh Kiril in sveti oče Frančišek. Najprej treba reči to, da je, ko je bil imenovan Kiril za škofa, je bil v Rusiku. In njegovo škofovsko službo so zapili z slovenskim šnopsom. Takrat od Karlota, od brata podgodnika, ne, Karlota, s tisto podgodnico so torej zavili njegovo škofovsko službo. Gotovo je že dolgo časa se je delalo na tem, da bi prišlo do tega srečanja. Od koncila naprej, kako rekel, so se stvari začele premikati in po koncilu, na primer, je Rusikom bil zelo iskan kraj tudi za pravoslavne. So radi prihajali na začetku. Potem, mislim, ti odnosi imajo tako, kako rekel, so imeli vzpone in padce, ne? In ko je bil sveti papež Janez Pavel II, on se je zelo želel, da bi do tega srečanja prišlo. Čeprav verjetno on kot Poljak, ne, mislim, je imel svoje, ker zgodovinsko gledano Poljaki pa Rusi so imeli kar nekaj trenutkov tudi, kako bi rekel, takih. Ne. Ampak gotovo je sveti papež Janez Pavel II veliko naredil v smeri, kako bi rekel, zbliževanja. Dobro, bile so tudi stvari, ki so, kako bi rekel, ta dialog malo otežile in zavrle. Osebno, ko sem slišal, da se bo ta srečala na Kubi. Kako to? Ravno na Kubi? Ja, se pravi, to je, po moje je šlo za to, da bi bilo neutralen kraj. Torej, tukaj v Evropi so prihajali, so te napetosti prihajale, pa to, pa so še vedno to pa tam, ne. Tam pa je, torej, ravno tako se je zgodilo, da je bil Kiril tam, na obisku, in papež je pa še šel v Meksiko, je mogel leteti čez Kubo. In je bilo to, kako rekel, pa tudi papež, kako rekel, na Kubi zadnja leta je cerkev ogromno naredila, da je prišlo do neke večje odprtosti na Kubi, tudi glede verske svobode in tega. Tako da je papež na Kubi zelo cenjen in kako rekel, tako da se mi zdi, da kraj je bil dobro izbran. Čeprav meni se tudi, ko sem slišal, kako Kuba, ne, ampak ste videli, da je bil res lepo izbran kraj. Druga stvar se mi zdi zelo previdnostna, da je prišlo do tega srečanja v trenutku, ko je Evropa v največji krizi. Evropa danes je v največji krizi. Skupaj nas držijo še samo nitke. Ne? Zakaj? Evropa je pač grejena na ekonomskih, ni hotela imeti nekih globih temeljev, nekih, kako rekel, na verskih vrednotah, ko so teh sploh ni hotela slišati za te verske vrednote, ne? Kaj šele za druge vrednote. Ne? Ampak mi bomo skupaj, zato da bomo imeli več, da bomo bolj živeli, to je bil cilj. Ne? Ampak, ko se prej rekel za mariborsko nadškofijo, ta logika imeti več, živeti boljš, je lahko zelo trkla. Zato, ker rekel, ena kriza pride, pa je konc. In tako tudi Evropa danes je veliko nezaupanja med posameznimi državami,
veliko napetosti med posameznimi državami. In zato je to previdnostno, da sta se ta dva srečala v tem trenutku. Ker Evropa bo preživela kot katoliška, to je vera bo preživela samo v sodelovanju teh dveh crkva. Če bomo mi skupaj, torej mi in pravoslavni skupaj, se zauzemali za družino, če se bomo skupaj zauzemali za verske vrednote, bodo te vrednote ostale. Bodo ostale. In tu se mi zdi zelo pomemben korak, ne, da je prišlo do tega srečanja. Je pa zanimivo, če vi berete to izjavo, ki ste jo podpisala. Ne. Ta izjava je dolgo nastajala. Mislim, se vidi, da nikak taka izjava, ki bi jo na koncu par stavkov, ampak je vsak stavek, vsaka beseda je krepko premišljena. Po Božji milosti. Ne. Pomeni, da sta se oba zavedala, da je to trenutek, ko Bog želi, da je Božja volja, da se srečata. Je Božja volja, da nekaj naredimo v tem trenutku, da cerkve nekaj naredita, da skupaj stopta. In gre za izjavo, ki je čisto pastoralna, ni politična izjava, ni nobenega obtoževanja, ni nobenega nič, ampak to je pastoralna. Kaj lahko skupaj naredimo, da bomo lahko bolj živeli po evangeliju, da bomo lahko bolj živeli vero. Se mi zdi, da je to, in če bomo šli to smer, torej obe cerkvi, sveti papež Janez Pavel II, on je že skozi govoril o Evropi dveh tradicij, z dvema kriloma pljuč, da mora Evropa zadihati. Mi se lahko tako obogatimo drug drugega. Mi se lahko tako, kako bi rekel, pomagamo drug drugemu v teh prizadevanjih, da se niti ne zavedamo. In vsaka cerkev ima svoje prednosti, pa ima tudi svoje, kako bi rekel, hibe. Ne? In zato, kako bi rekel, eno sodelovanje je lahko milostno. In za Evropo v tem trenutku mislim, da je milostno. In zdaj tudi ruska cerkev, torej ima že po Evropi, ima svoje škofe že, kako bi rekel, precej jih ima, skoraj v vseh teh deželah, pa tudi svojega škofa že, ne? Pomeni, da smo že zaradi tega smo si bliže, smo, kako bi rekel, ne? In jaz upam, da bo, kako bi rekel, ta obisk imel sedaj nadaljne korake, ne? Nadaljne korake. Bodo pa vsak korak sedaj bo lažji, ker je bil prvi narejen, pa tudi, ker je bil narejen tako, kako bi rekel, iskreno. Če ste gledali, jaz sem čakal na izjavo, nisem šel spat, sem prav čakal na tisto izjavo, da bo, ker me je res zanimalo, kakva bo ta izjava. Ne? Sem jo pričakoval, mislim, prav radovedno pričakoval in sem bil presrečen. Rekel, hvala Gospod, to smo pričakovali, to je tisto. Hvala lepa. Tako sedaj mi dal možnost, da tudi z vaše strani vidite kakšno vprašanje, da postavite. Ja, oprostite, to se pravi, kaj je šel patriarh na obisk ali je šel pastoralni obisk, ki je bil na Kubi? Kako? Patriarh ruski, ki je bil na Kubi, je šel pastoralni obisk ali tistega, jaz nisem v časopisu zasledil doma? Ne, on je imel pastoralni obisk, on je tam svoje, ja, seveda, Rusija in Kuba sta sodelovali. In on je tam, ja, na pastoralnem obisku je bil. Verjetno, no sej, ena varianta je bila celo Slovenija. Ena možnost je bila celo Slovenija, ker mi imamo letos v Sloveniji 100-letnico ruske kapele. In prije celo Putin. Tudi, ne, pod Vršičem je ruska kapela, ker so vojaki, ne, ruski. In ta kapela je znamenje sodelovanja med nami in Rusijo. In vsako leto Rusija pošlje tako crkveno delegacijo kot politično. In letos ob 100-letnici se pričakuje, da bo šla najvišja. In zato je bilo že, kako bi rekel, so eni že so mislili, kaj to je zdaj res lepa priložnost, da bi se ob tej, kako bi rekel, takem dogodku, ampak voziti je gor v hribe, je prekomplicirano. Pa tudi, kako bi rekel, tukaj se je videlo, na letališču je to pa najbolj, kako bi rekel, neutralno, čisto tako, v miru in tako. Za prvič,
Zdaj, drugi koraki bomo videli, kakšni bodo naprej, ampak ne. Omenili ste večkrat krizo, ne, logiko sveta, krizo Evrope in tako dalje. Cerkev je na krizo v zgodovini vedno zelo dobro odreagirala. Ne? Če pomislimo na barbarske vdore, ne? Avguštin napiše Civitas de Civitate Dei. Torej, katera je današnja družbena vizija cerkve? Ker kriza je družbena, ampak kam cerkev, mislim, se giblje na tem področju, katera sporočila daje? No, jaz mislim, torej, kriza, ki je danes, je tudi za cerkev je dobrodošla. Jaz mislim, da če govorimo o krizi, jaz sam, kaj bi rekel, doživljam, čeprav sem kar veliko pretrpel in še trpim včasih zaradi tega, ne? Ampak po drugi strani pa vidim, da če bi šlo tako naprej, kot je šlo, bi nobenega več vernega ne bilo. Zato, ker bi rekel, smo mi predali v stran od evangelija. Mi smo, torej, če ti slediš logiko sveta, ne moreš evangelija oznanjati. Nisi prišavan. In tudi, kaj bi rekel, vidim danes ljudi, ki, kaj bi rekel, so sanjali o ne vem čem, kaj bodo imeli, pa zdaj nimajo nič. Ne? Potem pa se začnejo postavljati globlje vprašanja. Se začnejo vpraševati, ne? Ko ti pade z konja, ne? Kot je Savel na poti Damaska iz konja dol, ne? Začneš potem res razmišljati. In tako se mi zdi, torej, ko grem takole okrog, vidim, da je pa veliko več enega iskanja, enega iskrenega iskanja. In tudi, kaj bi rekel, mogoče bomo naredili korak bolj k osebni veri. Ne? Ko se prej rekel, to, da nas je manj v cerkvi, po eni strani je to, kaj bi rekel, rečeš res to, kam to vodi. Po drugi strani pa, ko vidiš, da so pa taki, ki so pa zavzeti tam, ne? Ki so pa res zaradi vere tam, ne? In ki vzamejo vero kot svoje življenjsko pot, res ne samo kot neko tradicijo, kot neko navado, kot, ne? Ampak kot svoje življenjsko pot, potem pa nisi več tako črno gledati. Ravno snot so me v župniji, so mi rekli, gospod Škof, pa se res ni tako črno vse, ni tako črno. Ne? Poglejte to, poglejte ono, poglejte tretje, res ni tako črno. Ne? Dobro, cerkev gotovo v tej krizi, tudi, kaj bi rekel, vsaj mi, si ne moramo privoščiti zdaj velikih stvari. Mogli smo ljudi odpustiti, ne moramo si privoščiti, kaj bi rekel, poklicnih katehetov, ampak moramo zagraditi na ljudeh, ki so pripravljeni iz svoje vere, iz ljubezni do Boga, prostovoljno nekaj narediti. In kaj zdaj srečujem, ko grem po šopnijah? Kdo uči veruk? Mama s 5 otrok. Mama 5 otrok uči veruk. Ne? Kaj je to lepšega? Ne? Kaj je to lepšega? Ne? Deli to izkustvo, ki družine deli naprej. Ne? Res je mogoče tista poklicna, ki je bila plačana, zaposlena, ki je bila sam to, pa nič drugega, ni bila družine, ampak je bila sam to, je mogoče, kaj bi rekel, če gledamo pedagoško, tako uro pripravlja malo drugače. Ampak ta jo pripravi pa življenjsko. V eni župniji sem srečal učiteljico angleščine, pa knjižničarko, imamo 2 otrok, ki uči tudi veruk, pa je v šoli učiteljica. In pravi, jaz lahko marsikaj tega, kar spoznam tudi v šoli, pa tako prenašam zdaj tu sem. In pravi, to mi zelo pomaga. In pravi, včasih otroci prijo v knjižnico, pa pravijo, lejte, domačo nalogo sem naredil, ali pa naredila, ne pa je prinesel v knjižnico pokazati domačo nalogo, ki je za veruk naredila. Ampak to so stvari, ki se zdaj v krizi, kaj bi rekel, v tej krizi, ker ne moramo si privoščiti, da bi plačali, kaj bi rekel, mnoge stvari se bi mogli začeti zastonjsko.
Ampak to je pa tisto, kar pa cerkev vedno bilo. Cerkev je bila močna, ko se je delalo zastojnsko, ko se je delalo z idealizma, ko se je delalo za nevere. Takrat je bila cerkev močna. Ne? Ko je vse plačano, ne? Ko so ljudje se čutili neki uslužbenci, nič. Ampak, ko so iz vere, iz tega idealizma, in to se mi zdi pa, da bo pa lahko ta kriza prinesla, da bomo, kaj preko, šli po tej poti. Ne? Ja, to cerkvi, ampak Ja. družbi? Družbi, ja. Mislim, katera je družbena utopija danes? Ja, to je pa, torej, zdaj papež Frančišek veš, kaj pravi. Ne? Da je treba iz te logike tekanja za imetjem stopiti v logiko solidarnosti. Ne? Da je to pot, verjetno. Ne? Jaz mislim, da problem naše družbe je, da je preveč politično razdrobljena. Vsaj pa nas, da vem, jaz nisem zdaj v Italiji, nisem 5 let, kot je zdaj sem že malo stran. Ampak vsaj pri nas je zelo politično razdrobljena. Ne? In se to kupčka in nekaj, kaj bi rekel, sem pa tja, ne? Nimamo nekih daljnoročnih projektov, nimamo, ne? To je so samo reševanje in gašenje požara, nimamo pa, kaj bi rekel, 10-letnih, 20-letnih programov pa nimamo. In to je velika kriza. Ne? Druga stvar pa tudi, kaj bi rekel, vprašanje solidarnosti in tega je strašno v krizi. Kljub temu, da je, kaj bi rekel, ne? In tudi to, kaj bi rekel, mi, če vzamete Slovenijo, mi smo majhni. Mi z dobrim vodstvom bi mi krizo prebrodili na kakšnem letu z lahkoto. Če bi bile prave, kaj bi rekel, pravo vodstvo, prave vrednote, prava vizija, ne? In če bi ustvarili to, kaj bi rekel, večje medsebojno zaupanje, mi bi to zvozili hitro. Ampak ker je pa to, kaj bi rekel, eni celo na tem gradijo, ene politične, kaj bi rekel, da tem gradijo, da ustvarjajo zdraho, da kaj bi rekel, neenakosti ustvarjajo, da pa oni sami se pojavijo kot zastavonoše, čez mi prinašamo. Ne? In pa nekamo ne pridemo, pa vedno sapljamo in smo vedno na mesto. Ne? Ker pri nas je tako, eni probleme ustvarijo, pa isti se javijo, da jih bo rešili. Pa jih ljudje izvolijo, pa spet gremo po isti poti naprej. Tako. Gotovo pa jaz papeža Frančiška zelo, kaj bi rekel, ga podpiram in ga cenim v njegovih razmišljanjih, tudi o teh, kaj bi rekel, družbeni bodočnosti in tudi zdaj, če ste gledali, oziroma poslušali govore, ki jih je imel v Mehiki, ne? To so zelo močni, tudi, kaj bi rekel, družbeno gledano zelo močni in sporočilo zelo jasno. Če bi vzeli to sporočilo resno, po moje bi se marsikaj spremenilo. Pri njih pa tudi pri nas. Torej, ruska pravoslavna cerkev je smatrana skoraj kot državna cerkev, je zelo vezana na državo, oziroma vezana na politiko. Kaj to, jaz mislim, da to vpliva na prej ste bi rekel, da je pravilno, da cerkev lahko preživi tako na vzhodu kot na zahodu, recimo če dela skupaj. Zadnje čase pa opažamo, da je politika precej razdeljena med vzhodom in zahodom. Je možno, da bo ta politična razdeljenost vplivala tudi na cerkvenem področju? Jaz mislim, torej, Rusi sami po moje čutijo, da potrebujejo večjo širino. Mislim, da tudi oni čutijo. Ker torej, ta problem beguncev, migrantov, ki, kaj bi rekel, Evropo spreminja, to Evropo spreminja. Evropa ne bo nikoli več taka, kot je bila. Nikoli več ne bo taka, kot je bila.
In če se bo to nadaljevalo, bo Evropa čist druga. Muslimani bomo. Kako? Muslimani bomo. Ja, se pa pravi, ampak... Kakor je izrazil vaš sobrat iz Murske Sobote v družini. Ja, ampak pravim, da je zdaj tukaj pa zelo pomembno imeti identiteto. Če bomo mi imeli krščansko identiteto, če bomo imeli vero, potem lahko gremo v dialog tudi z muslimani. Medtem ko mevže, ali pa, kaj bi rekel, tako ne toplo, ne hladno, to nas takoj povozijo. Jaz sem bil, zdaj ko smo bili na tečaju, oziroma te srečne za nove škofe, je bil z nami škof iz Mosula, ki je bil en mesec ujetnik pri muslimanih. En mesec so ga imeli ujetnega. Ne, ni bil še taka škof, ampak bil duhovnik. Ampak je rekel, pravi, so ga tam, ne, češ, kaj boš ti, kaj boste vi. Je rekel on, mi smo mi tukaj v 1. stoletju, smo mi tukaj že bili. Mi smo tu doma. Čisto odprto. Mi smo to bili. 1. stoletju smo to bili. In prav, zanimivo, da ga niso, noben ni udaril zaradi tega, noben, mislim, so ga malo, mislim, im je čisto lepo. Mirno rekel, brez strahu, mi smo tukaj bili v 1. stoletju. Imamo svojo zgodovino, imamo svoje mesto. Ne? In nobenemu ne jemljemo mesta. Ne? Ampak hoče reči to, on ima svojo identiteto. In tukaj je naše vprašanje. Tu je naše vprašanje identitete. Da res, da vero želimo in smo verni. Da je to pokončno in tako, upamo si zagovarjati. In to je zdaj v Evropi problem. Nas je še vse veliko. Če bi, mislim, po krstnih knjigah, pa tako nas je še kar veliko. Ampak kje smo? Kje smo? Ne? In lahko pridejo. Mislim, lahko pridejo k nam. Ampak pridejo k nam. Mi smo tukaj, kako rekel, mi smo tukaj. Vse vas spremimo, vam vse. Ampak mi smo tu. Mislim, brez vsakega, kako rekel. Mi smo tukaj, imamo take vrednote, tako živimo. Če se boste prilagodili, ste zelo dobrodošli med nami, ne? Ampak to pomeni identiteta. Ne? Kaj bi rekel, spoštovanje, vsem spoštovanjem, vso odprtostjo, kaj bi rekel, ampak tudi mi imamo svojo identiteto, tudi imamo svoje vrednote, tudi mi imamo svoje. Ne? Tako, jaz mislim, da tukaj je tisto, kar je Evropi potrebno. In tukaj se mi zdi, da lahko si pomagamo, ko se gre za Rusko pravoslavno cerkev, pa tudi za druge pravoslavne cerkve v Evropi. Ker tukaj je dobro, zdaj govorimo o ruski, pa so še tukaj, so še druge, še srpska, pa je bulgarska, pa je, mislim, praktično jaz mislim, da če bi vsi tukaj, ki bi rekel, skupaj stopili, ne, vsi, ki smo kristjani, to mislim širše. Ne. To vprašam, že ki ste se dotaknili identitete, ne? Ja. Govorili ste bolj verjetno o eni verski identiteti. Ja. Kaj pa narodna identiteta pri Slovencih? Ne? Zdaj smo imeli eno Prešernovo proslavo, ki je tudi postavila določena vprašanja in tudi o tem se v Sloveniji je ena razprava oziroma so ene. Kako vidite vi recimo iz enega cerkvenega vidika na vprašanje narodne identitete? Glede na to tudi, da smo Slovenci relativno majhen narod, čeprav z eno našo bogato zgodovino, kulturo in... Zdaj, hvala bo Peter, prej sem tega. Ja, toliko zastav, ste videli zanči v Nemčiji, koliko je zastav slovenskih plapalanov. Tako da je, to je... Peter Prevstan v 2 točkah dviga, kaj bi rekel, identiteto. Prvič ste brali pogovor v družini. To je vsaka čast. Vsaka čast. Mislim, tako lep pogovor in tudi, kaj bi rekel, družina, ki res živi vero. In tudi on, ko je prije domov, bere brilo doma v cerkvi. In mama, ko je bila tekma, je šla v cerkev, ni doma gledala televizijo, šla sta malo šla v cerkev. Pomeni, da rekel,
v tem smislu nam dviga, kako rekel, to, ne? In tudi, kako rekel, toliko zastav kot zdaj, kako rekel, še nikoli bilo. In tudi ponosa, da smo, kako rekel, ne? Je pa res, kako rekel, da pri nas šole in te, kako rekel, sploh vzgojne ustanove premalo naredijo na tem področju. To je pa, kako rekel, privatne, ja, torej, kako rekel, te veliko naredijo, ampak bi lahko dosti več, kako rekel, v tej smeri, ne, ker tu smo šibki. Ja. Jaz bi na bolj eno postavljeno vprašanje. Ja. Po vašem, kateri zakrament bi vi postavili zopet v spredje, ki je izgubil tako nek pomen? Kateri zakrament bi bilo treba zopet postaviti v spredje v današnjem času? No, gotovo, dobro, zdaj še predpostavljamo, da ti imaš že prve 3, torej, da si krščen, da si bil pri Vkilu, pri Birmi, potem bi jaz gotovo postavil v spredje spravo. Mislim, zakaj? Zato, ker če želimo postati sveti, in to je naše poslanstvo, če smo bili krščeni, apostol Pavel pravi, ste sveti, svetniki ste. Če hočemo biti sveti, vedno boljši, to je vedno bolj, kako rekel, živeti evangelij, brez spovedi ne moremo. Ne? Zakaj? Zato, ker dobro, če mi spoved damo na stran, potem vse postane normalno. Vsi tako delajo, vsi tako živijo, vsi tako, ne? In vseh. Nimaš, kako rekel, ne? Spoved se mi pa zdi, kako rekel, ne, kako rekel, tista spoved, ki greš spovedi zaradi spovedi. Mislim, tako kot, ampak sem zadnjič govoril z patrom pri frančiškanih, je rekel, v svetem letu sem doživel že nekaj spovedi takih, ki prej nisem nikoli doživel. Ne? Da je človek prišel, da je bil kar napisane 2 strani, da se je pripravil doma, mislim res, in sta bila spoved 3 ure. Ne, je res, kaj bi rekel, ne, to je pač, kaj bi rekel, nekdo, ki ni bil od leta, si je pripravil in prišel. Ne? In dejansko je želel praviti eno življenjsko spoved. Pomeni, ne samo nisem 2krat v Bogu mame, tam nisem tonote, ampak stvari, res mislim, če gledamo tudi na zakrament spovedi, sprave, kot, kaj bi rekel, to, da kljub temu, da sem krhe, kljub temu, da sem slaboten, Bog me išče, Bog me čaka. Ne? In ko doživim to, da sem v zakramentu sprave, srečam s tem Bogom, ki me čaka, ki me vabi nazaj, to je nekaj najlepšega. In potem jaz lahko grem lahko v življenje in lahko živim evangelije. Tako da se mi zdi, da sveto leto, torej sveto leto usmerjenja, je ravno tja usmerjeno. Zakaj papež to akcijo, oziroma to 24 ur za Gospoda, ne? Da bo po celem svetu se bo 24 ur spovedovalo. 24 ur, v celem svetu. Na isti dan. Zakaj? Zato, ker je ravno želel, da bi zopet nam prišlo v zavest pomembnost tega zakramenta. Ne? Zakaj papež tam pred sebi, torej navaden papež ima navado, da najprej on se gre spovedati, potem pa gre vsega s porodnico. Da pokaže, ko on sam pravi, da je odpoščeni grešnik. Čeprav papež pravi, jaz sem odpoščeni grešnik. Ravno tako zasamovan slabostmi in z grehi, kot ste vsi vi, ampak imam pa, kaj rekel, to željo in pogum in stopi s porodnico. In to se mi zdi, ne? Gotovo bi mladim, bi jaz tudi še rekel, še drug zakrament. Tudi zakrament svetega zakona, gotovo, poroka. Tudi to se mi zdi, kaj rekel, bi mladim, ker tako je, mladi pravijo sej, ko sem bil 4 leta na župniji, pa sem bil kar nekaj krstov takih, ne? Pa ti pravijo, sej, veste, Gospod, ne nas vprašati, da smo poročeni, ne, to nas ne vprašati, vse bomo štimali.
Ampak, ki bi rekel, se mi zdi, da tudi biti porošen pred Bogom je nekaj drugega, kot pa živeti kar tako. Ne? Je nekaj drugega. Tudi zanimivo, gledam tako doma pri svojih, pri svojih žlahti. Torej, nešak se je porošil že kmalu, tak, 24 let star. Ne? Ampak je prišel k meni in rekel, stric, jaz sem sklenil, da bi se porodil. Torej, hočem tako kot, kot veren človek, želim živeti tudi ta odnos z to in se bom poročil. Si prebislil, sem prebislil. Vidim, potem mu je takoj sestra sledila in tako. Ampak pravim, da gledam družine, pa vidim, da lepo živijo in sem vesel tega. Se mi zdi, da je, je neka druga odgovornost in ena druga, ko je to urejeno pred Bogom. Ko je pa sam tablica oziroma tista poskušnja, kako se to v Italiji reče, poskušnja, ne, ko še ni pred izpitom, ko dobiš tisto tablico. Ne. In če tisto tablico dolgo voziš, tudi ni, kako bi rekel. Tako da gotovo bi mogoče Svetem leto tudi to priporočil, čeprav nobenega pa ne bi silil. V tem smislu, mislim, ker za veljavnost cerkvenega zakona je potrebno svobodno odločitev. In se mora svobodno odločiti. Ne? Drugače tudi ni zakon niti veljaven. Tako da pravim, tukaj je bolj moj, kako bi rekel, na svet in pa bilo, ampak na koncu mora vsak se svobodno odločiti in tudi pred Bogom to odločitev sprejeti. Potem je tisto ta prava in potem res tako tudi ta zakon oziroma ta zveza prinaša na blagoslov. Mogoče še jaz. Vse, kar ste rekli, je točno, ne? Ja. Vendar je tako, ni lahko. Ja. In so tudi drugačna mnenja. Ne? In recimo v smislu, bi dve stvari povedal, recimo politično. Ne? Mene skrbi recimo to dejstvo, ne? Po Kernske noče, ne? So tam demonstrirali neki desničari. Ne? A hkrati so na drugi strani demonstrirali levičari proti desnici. Ne? Jaz vidim tukaj eno razdeljeno Evropo, kako tisto kraljestvo, ki je sebe razdeljeno in tako bo propadlo. Ne bomo mi propadli zaradi muslimanov, ampak zaradi sami sebe, če ne bomo enotni. Toliko, da bomo najprej mi skupaj živeli, potem pa še kakšni drugi. Mogoče tudi tisti, ki so k nam prišli dejansko po varnost, po sočutje, po vse to, kar jim lahko nudimo. Druga stvar, ker mogoče samo preskoka, ne? Dobro, katoliška cerkev, pa katoliška nauka, ne? Pa pravoslavna, pa protestantka. Ne? Mislim, da bi to počasi ne moglo priti skupaj, ne bolj narazno. Ne? Tako da tukaj mogoče, dobro, nisem obveščen, ampak vseeno, pogrešam napredek miselnosti pri vseh teh cerkvah. V tem smislu, ali tako bo, ne? Konkretno ste rekli spoved, ne? Ja, pravoslavne imajo drugačne spoved, kot jo imajo protestanti, kot jo imamo mi, ne? Kaj bomo tukaj, ne? In tako dalje. Ne, pravoslavni nimajo drugačne spovedi kot mi. Samo oni ne morajo kopojilo, če ne grejo pri spovedi. Torej, pri njih je zelo malo kopojilo, ker morajo prejeti spovedi. Kot je bilo včasih pri nas, torej imajo še to tradicijo, da, ko bi rekel, ko greš kopojilo, greš prej tudi spovedi. Druga stvar, se mi zdi, da dejansko ta razdeljenost nas uničuje, če vzamemo Evropo. Mi se samo uničujemo. Ne? Je pa po mojem priložnost, zdaj tole, kar se dogaja, če zdaj ne bomo, če zdaj ne bomo spregledali, potem pa nam ni obstojalo. To je lahko, Bog gotovo nam
pošilja preizkušnje za to, da bi spregledali. Sej vsaka kriza, vsaka, kako bi rekel, taka stvar je priložnost za to, da spregledaš, da vidiš, kje ne gre. In tukaj gotovo ne gre. Ne? Tako da se mi zdi, da je zdaj za Evropo priložnost, da stopimo skupaj. Tako kot jaz mislim, za vsak narod preživel bo samo tisti, ki bo znal stopiti skupaj, ki bo znal, ki bi rekel, v tistih temeljnih, glavnih vrednotah se poenotiti. Nekaj glavnih vrednot je potrebno poenotiti. In ne moramo tukaj zdaj, kaj bi rekel, druga stvar pa, oziroma tretja glede tega, kaj bi rekel, enosti med nami, torej med nami pa pravoslavnimi, jaz mislim, da gremo v smer, da bo ta enost v različnosti. Enost v različnosti pomeni, da bomo priznali drug drugemu to različnost, ampak bomo živeli v enosti. To je cilj. Da bomo, torej mi pri naši liturgiji, pri naši maši, molili za pravoslavnega patriarha, oni bi molili za našega papeža. Da bomo, kaj bi rekel, da bomo molili drug za drugega in da bomo sodelovali drug drugim. Tradicija bo pa ostala, kaj bi rekel, lahko se pa zgodi, da bomo spet prišli do skupnega koncila. Če bi enkrat prišli do skupnega koncila, ki je bil zdaj, potem bi pa ta koncil lahko začel določene stvari tudi. Ampak jaz mislim, da zdaj smo rabili 1000 let, da sta se srečala. 1000 let smo rabili. Jaz upam, da bo tak čas zdaj krajši, da bodo nadaljni koraki se zgodili in da bodo tudi taki koraki se zgodili, ki bo res predstavljali to povezovanje in na drugi strani tudi spoštovanje različnosti, ker brez tega pa ne bo šlo. Ne moramo, torej, da bomo zdaj vsi enako obhajali mašo, da bomo vsi, torej, to pa ne. Mi bomo obhajali našo, oni bojo obhajali svojo liturgijo, ampak da bomo pa molili drug za drugega in da bomo mi lahko šli obhajilo v njihovi, pa oni v naši. Ja. Glede Evropa, zahodna Evropa je popolnoma zavrgla svoje korenine, krščanske korenine, s katera je vedno živela. Vsi hočejo biti nekrščanski ljudje. Če gledamo pravoslavno cerkev s Putinom, smo ga videli večkrat, da se je prekrižal. Na zahodu se ni nobeden še prekrižal. Praktično. Zahod je zavrgel svoje identiteto krščansko. Prej tega ne more priti do nekega pravilnega, moramo prej tukaj priti do. A veste, kakva je razlika med nami, med Evropo, to je zahodno pa vzhodno, ne? Ja. Tudi pri Rusih so neverni. Samo oni pravijo, da so pravoslavni ateisti. Ja, ko sem bil v Italiju, sem imel enega, ki je bil iz Bolgarije, pa smo dobro, prijatelja bila. Je rekel, veš, oprosti, pravi, jaz sem pravoslavni ateist. Pomeni, imel se za pravoslavnega, čeprav ni nič veroval, pa nič ni šel noter v cerkev, ampak bil pa je pravoslavni. Mi pa pri nas pa tega ni. Da bi nekdo rekel, jaz sem pa ateistični kristjan, tega pa skoraj ni. Ampak to je kako rekel, razlika med njimi. On, če se je rodil Rus, je pravoslavni. Medtem ko mi nimamo tega, da če smo se rodili v Sloveniji, da smo kristjani, da smo katoličani. Tega pa mi nimamo, tega prepričanja. Pri nas se postane preko krsta, in še potem, torej, koliko živim vero. To je razlika, ampak je pa upanje v tem, torej, da kaj bi rekel, ta krizni trenutek, ki ga preživljamo, da bo pomagal nam res temu, da bomo vedno bolj zaživeli vsak svoje vero. Da čim manj, kaj bi rekel, taki, ki bojo ne mlačni, ne taki, da bomo to, kar bo, pa bo v redu. Ker potem bomo tudi pričaravni, pa bomo tudi
se bomo tu zagovarjali te vrednote in jih živeli v vsakdanjem življenju. In bolj, ko bomo jih živeli, potem se bo tudi to poznalo. Grazie. Luči se že oglašajo. Mogoče še vprašanje. Sicer glih ne vem kako pomembno, ampak vseeno, ko ste že v tem finančnem mlinu z mariborsko škofijo, a so vam kaj rekli, kako je moglo priti do takih velikih vsot? Vsi človek dela napake, pa jih naredi par povestjo. Ampak nekje se bi mogli vendar prej ostalo. No, zdaj treba to ločiti, prvi se rekel ločiti škofijo od družb. Zakaj so tako velike vsote po teh družbah? Je pa to, da so eni krediti trikrat šteti, ker so si oni med sabo dajali poroštva. Med sabo. Zvon en je dal poroštvo zvonu dva. In ko štejejo dolgove pa poroštva, pa se, in po je pa krat dva, krat tri, potem pa preštejejo še obresti, ki so pa, kako bi rekel, par letne, pa smo tam. Ampak gledajte, tukaj je treba ločiti samo škofijo od družb, ki pa so šle, ker družbe so imele vsaka družba imela svoje vodstvo, svoje nadzorne svete, so dajali poročila, torej oni so bili, pa tudi, kaj bi rekel, tukaj, zanimivo, da je pred mojim posvečenjem, je Mariborski večer meni naredil po svojo uslugo, ker je objavljal petih nadaljevanjih je objavljal našo zgodbo. In na koncu so škofje bili čisto dolžni. Ja, mislim, to so pokazali, da škofje praktično tukaj nimajo nič pri vsem tem, ker na koncu zelo lepo ločili, kar je škofijskega, kar je posamezna družbe in tam so potem tudi vse slike teh ljudi, ki so bili pač v teh družbah in vse to. Tako da so meni zelo veliko uslugo naredili pred posvečenjem, čeprav ni, kaj bi rekel, verjetno 100% tisto, kar so poročali, zato ker so pač niso imeli vseh dokumentov, ampak, kaj bi rekel, to pa, kar so pokazali, da praktično cerkev ni enako, pa da škof, torej je bil odgovoren za določen segment na škofiji, medtem ko naprej pa nima čist nič. To so pa celo dobro uslugo naredili in se mi hvaležen za to, kaj bi rekel, zastonjsko. Ker ni pa, kaj bi rekel, podatki pa niso čisto točni, ker nisem imel vseh, kaj bi rekel. In tudi jaz, kaj bi rekel, če bi meni rekli, pa sem kar 4 leta bil tam, ne bi mogel dati, kaj bi rekel, ocene, zato pa potrebuješ dokumente, ki jih pa na škofiji ni, ker so tam v teh družbah, ko so te družbe šle v stečaj, so dokumente odnesli. Pomeni, ampak to, kar so pa pokazali, je ravno to, da cerkev sama, torej odgovornost za to, kar je škofija, ja, naprej pa ne. Ja, sej, to sem jaz več čas že sumil, in je bilo žal ali pa škoda, da so na te strani, se pravi, strani škofije, ljudje molčali. Dobro, morda ni bilo koga, ki bi to lahko razdelil pa povedal, da to je bilo treba objaviti. Tam, kjer se je začelo, Corriere della Sera, ki je že bilo to. Dobro, no tako, torej hvala lepa, mogoče lahko zaključimo tako z eno molitvijo in z enim blagoslovom v duhu leta usmiljenja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Pa skupaj prosimo za to, da bi v tem letu usmiljenja, pa tudi v tem postnem času, res se pustili, da bi nas Božje usmiljenje se dotaknilo, da bi pustili, da nam to Božje usmiljenje celi rane, ki jih nosimo v sebi, da bi tako tudi mi postajali usmiljeni in bolj odprti drug do drugega, z večjim spoštovanjem in z večjo mero tudi strpnosti in pozornosti drug do drugega. Pa skupaj zmolimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si na nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Prosimo za Božji blagoslov. Gospod z vami, naj vas vodi in blagoslavlja vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. V imenu organizatorja Kulturnega centra Alojzija Bratuš in Kroška Anton Brezovčič se iskreno zahvaljujemo gospodu Račkopu in Frančku Bertoliniju za lep večer, bogat večer. Vseh vas pa obveščam, da bo naslednje predavanje oziroma naslednje srečanje vodila skupnost družin Sončnica, in sicer bodo predavanja oziroma srečanja potekala v domu Franca Močnika, to je pri cerkvi svetega Ivana. Vse informacije dobite na zgibanki, ki je tukaj spredaj na mizici, si lahko vzamete in boste dobili vse informacije, datume in tudi predavatelje. Naslednje srečanje pod Lipami, tukaj v Kulturnem centru, pa bo 31. marca, in sicer bomo imeli v gosteh poslanko, kroško poslanko Angeliko Mlinar, ki je evropska poslanka iz Kroške, Slovenske Kroške. Tako, za napoved za naprej, vsem hvala za vašo prisotnost. Kot običajno mi, kdo se želi ustaviti v naši sredi, bomo tudi nazdravili.